ko sem videl samo, da je bledi, pa da je bledi drugo uro, pa da je vedno bolj bledi, sem vedel, da nekaj ne štima, ne, in pol pa, ne, se veš, ne, pol pa vsi, kaj bomo zdaj naredili, vsi k tebi, kaj bomo zdaj naredili, igralci vedno bolj pritiskajo, ne. Jaz sem bil pač vedno bolj od zadaj, ne, tako da so drugi gnjavili igralci, ne, ampak pol pa vsi na mene, kaj bomo zdaj naredili, kaj jim naj rečem, kaj zdaj ovo, ne. In pol pa je bilo pestro, hvala Bogu, da se pol tekme začele, da je pol nevihta bila, vroče je bilo ko pes, naporno. Tako pomisliš, koliko ti je fajn zdaj po tolikih letih, ampak zdaj, če si pomisliš to, da grem še enkrat, šta je meni trebalo, res. Ampak so pa izkušnje. Res, neverjetno. Ni, tako bom povedal, če enkrat LAN partije narediš, ni projekta, ker ga ne spelješ. Ni projekta, ker ga ne spelješ. Ker če si LAN partij speljal, pol si verjetno prebrodil vse ovire, predvidljive in nepredvidljive in tiste, kjer pridejo popolnoma kot presenečenje in če enkrat LAN partij narediš, pol narediš vsaki projekt. Ni koncerta, ker ga ne narediš. Nič. Vse gre skozi. Odprl se en Cyber Cafe v Kamnici, kjer smo se nekako začeli družiti ti, kateri smo radi igrali in smo imeli dostop do super kabelskega interneta in so prišli igrice ven, kateri pač enostavno se te posrkale, ne. Predtem sem imel nekaj stika z računalništvom, z računalnik in tak dalje, ampak dejansko dostop do igric, dostop do Counter-Strike'a pa se je začelo takrat 2000 po prihodu iz vojske v tistem Cyber Cafeju in smo pač tam ena družba 10-15, ne vem, na tak malem prostoru se nas je našlo nekaj 10-15, ker smo se konstantno družili in igrali. Mi smo igrali v tem Cyber Cafeju, no, kar dosti krat, marsikateri petek ali pa soboto nismo šli z drugimi ven, ker smo se zaigrali tam in za veliko večino ljudi, pa so bili čudni, ne, dejansko v tistem trenutku, ne, so rekli, ne, zavedno greste, vi pa za to igri se klikate, kak geeki, ne. In smo pač tako bili, ne, danes pa je to pač bolj pravilo kot praksa, no, tako dejansko nas je družba, ne, kar tudi se vidi po pač poročanju medijev o tistem, ne, je bila ta cel dogodek tega igranja, igričarstva je bil bolj iz vidika, vsi ljudje, mediji so gledali to bolj iz vidika neke obsedenosti, kot neke zasvojenosti, kot nečesa, ne vem kaj. Mi pa smo že takrat zagovarjali e-sports, ne? Mi smo pa rekli, da to je en del športa in da bo, ne? Takrat to so bili, v Južni Koreji so že bili zametki tega, no? In mi smo rekli, to je šport, gremo. In to bo prej ali slej nastalo nekaj, ne? Takrat, ne? In smo pač vztrajali na tem kar nekaj LAN partijev, no? V bistvu prvo nas je bilo nekaj v tem, ko smo se družili in smo pač igrali, nabijali ure in ure, se vstali ob 6, da smo bili že tam in igrali in se borili za mesto pri računalnikih, ker jih je bilo vedno premalo. V enem trenutku je nekdo rekel, gled, to ful dela LAN partije, ne? LAN partiji, to se združijo in tak. In v enem trenutku jaz gledam in seveda ekonomist, še študiral takrat, končal pač neke še stare grehe in tak dalje iz faksa. Sem rekel, zakaj pa mi to ne bomo naredili, to je čisto enostavno, dajmo mi narediti LAN partij, svoj LAN partij. In seveda so si rekli, dajmo, ne. In tako smo začeli pač planirati, načrtovati, raziskovati, se družiti, res planirati, ne vem, kakšne 6 mesecev naprej in takrat je padla odločitev, pač ker, zakaj pa ne bi. Pač za takratni čas kar izziv, ne. Mogli smo narediti 2 stvari, mogli smo razložiti marsikomu, kaj je to LAN partij, mogli smo pridobiti sponzore, katerim smo morali razložiti, da kaj je to LAN partij, mogli smo igralcem prodati pa razložiti, da morajo priti iz Kopra v Maribor, se pripeljati, biti tukaj 2 dni in potem iti nazaj, ne, z celo računalniško opremo, z tako ogromno kišto, Chiftekovem ohišju in z CRT-om 19 takim, ne, in pač smo imeli takrat že mogoče marsikaterega igralca, kateri nam je priporočal in igral, kjer so bili v pomembnih klanih, smo jih marsikoga tudi dobili in odziv je bil res, bom rekel, no, izjemen, sploh za prvega je bilo tako spontano, vse skupaj se zgodilo in so prišli, dejansko se je razvedlo, dejansko kdor je takrat v tistem času nekaj pomenil, hotel igrati, karkoli je prišel, no.
Dansko. No, ko smo se tega lotili, ne, ko smo v enem trenutku se odločili, ok, gremo pa za mi LAN party svoj lastni narediti, pa smo ugotovili, da dejansko ne vemo, kako to sploh izgleda LAN party. Vedeli smo, ok, rabiš neko mrežo, rabiš server, rabiš, ok, rabiš mize, pa rabiš prostor, pa elektriko. Ne? In to je bilo to. Ne? In potem so se začeli v bistvu vsi organizacijski problemi, kateri mogoče danes niti niso niti tak, ne vem, nepredstavljivi, kot so bili takrat. Ne? Takrat, ne vem, so bili CRT monitorji, ne? Kateri so bili tako globoki, pa tako veliki. Ne? In to je tudi iz vidika organizacije prostora. Ne? Če imaš ti 20 takih CRT-ov, rabiš 3-krat večji prostor kot za LCD-je. Ne? Ok, ne? In potem naše preračunavanje elektrike, koliko elektriko en računalnik porabi, 50-60 vatov, koliko je to, če jih imamo 100, koliko vatov, koliko rabimo varovalke. Ne? Pač to smo se tako dokaj lotevali. Tak pač z pomočjo, na prvem smo sploh te stvari zelo raziskovali, nismo vedeli, kaj čakamo, kaj nas čaka. Imeli smo ekipo za strežnike, imamo ekipo za mrežo, imeli smo ekipo za vodenje tekmovanj, ne? Pač to smo si res tako razdelili, kar precej takih nadebudnih igralcev takrat kar pomagalo. No? In nismo vedeli, no, kaj nas čaka, skratka, ampak smo se vseeno lotili in smo sproti reševali vse zadeve in smo jih dejansko rešili, nekako z glavo skozi zid, ampak smo jih rešili. Ne. Tako da, evo, no, pač sem ponosen, da so se vsi ti LAN partiji potem dejansko z bolj ali manj zapleti vedno rešili. No. Ja, ne mislim, da smo se mi zdaj lotili, ne vem kako strukturirano, ne, mi smo pač se lotili in smo potem probleme mogli nekako rešiti, ne, ampak nas je vsakič presenetil nek problem, ne, od elektrike, ne, ko nam je električar povedal, gledajte, ja, fantje, tu pa vi rabite pač toliko in toliko nekih amperov, ne bi bilo to, zakaj ne, se bo šlo, ne, vsaki problem je bil rešljiv, ne, kar je pa mogoče tudi iz, ne vem, iz nekega, kaj svem, menedžerskega, kaj svem, podjetniškega ali pa kakršnega koli življenjskega vidika za nas vse, kateri smo se tam sodelovali, bil zelo velik izziv, ker ni bilo stvari, katero smo rekli, joj, to pa ne bo šlo in obupali, ne. Šli smo tako dolgo, dokler ni bilo in nosilo nas je pa ta zagon, da mogoče res delamo nekaj, kar ne moramo od nikoder kopirati. Nismo ničesar mogli kopirati, ne. Mi nismo vedeli, kako naj neka stvar izgleda, ampak smo rekli, ok, tekmovanje, ok, 16 jih bo, 17 to razvrščanje, ne, ok, mreže, mize ne bodo tak, toliko prostora ne bo, smo nekako risali, računali, ne, brez neke prakse, ampak ja, ne, zelo, mislim, vsak dan je prišel nek novi izziv, nek novi problem, ne, in tudi finančno, kako smo se lotili tega, vsaka taka stvar je bila zelo, sploh na prvem, zelo zanimiva. No. Parkrat smo šli na oglede, prej, en teden prej, en mesec, pa skratka, ko se sploh odločili za dvorano. Potem pa na tisti dan, mislim, ko je tisti teden, ne, torej mi smo imeli LAN party, ne vem, da se začel v soboto zjutraj, pa končal v nedeljo, enkrat popoldne, ne, pač. Kako vam isto tako? Tako, ne. Mi smo mogli biti tam v petek popoldne, ne. Ne, in v petek enkrat smo začeli postavljati mize, še prej, petek že čez dan zjutraj sem jaz bil tam, da so pripeljali, ne vem, logistično, da so pripeljali mize, da so pripeljali stole, da so pripeljali mrežo, pol so začeli hoditi z mrežno opremo, pa so hodili z štromom, pa tak, ne, in pol vse koordinirati, ne, in vse tak, ne, in to se je postavljalo celi dan, pol naganja celi folk, 20-25 ljudi, ne, v tistem, ne, to ni malo ljudi, ne, in ti jih moraš vse nekako koordinirati, to vi gre z Maribora, pozabi na pol poti ključno stvar in se mora nazaj voziti, že nervoze, ovi kličejo 500, telefoni so že bili, takrat mobilni, no. Kličete 100 ljudi, te sprašuje, ne vem kaj, ne, usklajuješ sponzorji, kdaj ne pride, kdaj bo prenesel, kdaj bo transparente prenesli, ne, veš, takih 1000 enih malenkosti, kjer je noben ne pomisli, ne, in potem to celo noč traja, ne, in smo tam na eventu, spetka tako spi v spalki malo tak, ne, in potem v soboto zjutraj se tako začne, ne, in potem seveda, ne, 1000 novih problemov, kjer moraš rešiti tisti dan, ne, in tako v soboto zvečer si tako greš v avto spat ali pa nekje, ne, ker nismo v Mariboru, ne, in tako noben vsi mora delati nekaj, ne, in potem tak, in potem še pol do nedelje, tako da praktično 2 noči z zelo malo spanja ali pa bolj kot nič, no. Tako da, hardcore.
tak težek izziv to, da... Res je. Zdaj, kdor je delal na parti ve, ampak dobro, ne govorimo zdaj o scaleu 20 računalnikov, govorimo o scaleu, ne. Ja. Dejansko govorimo, ne vem, 50 računalnikov plus je, to gre v druge dimenzije, ne. V druge dimenzije, ne, to je nepredstavljivo, ne. In tudi sponzorje dobi takrat, ne, jaz se spomnim, mi smo sponzorje pridobivali, pisali pisma še, maile pošiljali, seveda, ne, mislim, seveda, ne, ja kaj, prodajno pismo, kako se smeji, leta 2000 si predstavljaj, polovica firm sploh ni znala uporabljati mailov. Ne, imeli smo dejansko spletno stran, kontaktni obrazec, kjer je dejansko nekdo izpolnil podatke, je napisal klan, je napisal število oseb, je napisal vse, bla, 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 naslov in smo poslali položnico pa pošli domov. Te si pa gledal transakcijski račun, Ja. pa izpiske. Tako. Kjer je ni bilo TRR banke. Ni bilo online bančništva. In smo uporabljali že takrat. Če pogledaš družbena omrežja, takrat so bili forumi, IRC, ne? Uporabljali smo influencere, ne? Kar so že takrat bili influenceri. Sploh ni še bilo. Takrat še ni bilo, ne? Nismo niti vedeli, da imamo influencer marketing, ker smo povabili določene klane, kateri so pač rekli, da grejo, ne? In če so oni šli, so še šli marsikaj drugi klan, ne? In ja, uporabljali smo email marketing, delali smo spletne strani že, ne? Koliko ste pa danes sploh naredili vse skupaj? LAN partijo, zdaj bilo je res pestro in smo jih kar nekaj naredili, tako da enih 5 ali 6, ne. Čeprav ne zveni dosti 5 ali 6, ne, je to, je to sploh iz takratnega vidika, ko zdaj pomislim, ne, vseh logističnih zapletov, organizacijskih zapletov, 2 dni trajanja, cele Slovenije in s tujine igralce, vse skupaj, predpriprav, smo bili res norci včasih, da smo res tako pogosto to delali, no. Kaj misliš, kaj ti vidiš kot to največji sukces tam? To, da je bilo pač tam 200 ljudi, ali kaj vidiš kot največji sukces? Največji sukces vidim mogoče šele danes, no, ker ja, so prišli, ne, dejansko igralci in jih je bilo tudi 200 in so vsi bili in si ponosen, da pride 200 igralcev, kateri se vštekajo v mrežo, ne, ampak še bolj sem ponosen na to, da je bila to v tistem trenutku, smo stvarili eno takšno pripadnost, eno takšno družbo, en taki community, ne, da nam je tudi mreža crknila in ni 10 ur delala, ne, in so ljudje še vedno bili tam in eni so bili nevoljni, niso bili dobre volje, seveda, ne, ampak še vedno so bili tam, ne, še vedno so vztrajali v tem nekem projektu, ne, pač so bili en del tega, en del community, ne. Kar pomeni, da ja, igrica je, ampak je bil gaming community močen, ne. Ni bilo samo za to tekmovanje, ne. In to je ena tak pestra, ne. En je rekel, ne vem, še na forumih, ne vem, prišel sem na LAN party, bil sem 16 ur, igral sem uro pa pol, ne. Da pač, ne, ampak to je to, ne. Pač community, starši so prišli z otroci, z 12-letnimi otroci oče je prišel z 12-letnim otrokom, oče je bil tam dan in noč in se je full fine imel, no. In otrok je igral, taka zanimiva druščina, no. Community v gamingu je ena izmed stvari, katero je treba zelo podpirati, ne, ker tukaj damo tisto eno človeško noto, ne. Človek je odzadaj za enim avatarjem, ne. To se moramo zavedati, človek s čustvi še vedno, ne, kateri se še vedno rad druži, še vedno rad z drugimi, ne, rad tudi preceni, ne, in to je ta community, kateri raste, ne, in daje pomen in LAN partijem in e-športu in vsem tem. To je ena izmed takih stvari, katero mislim, da bo se razvijala še dalje. Tako da, to je vredno, ne. Vredno je, ko tak celi event, ko gre skozi, res, ko vidiš ta community, ko vidiš to, ko je tak nekaj drugačno vzdušje, no, tak. Z marsikaterim igralcem smo se poznali online, ne, tudi sam, ko sem igral, ne. Poznaš, pa ga slišiš po glasu in je in misliš, da je neki pač ogromen možakar, kateri pride in te bo zlamo, če ga premagaš, ne. In potem pride en 16-letni fant, kateri je pač na glas rastel, ne, in potem vidiš, da čisto drugače, ne, mora biti ta živo stik je čisto drugače, ker še vedno smo ljudje, ne, kljub temu, da smo digitalna bitja, še vedno smo ljudje, ne, in tudi fizično nekako, po mojem, nasprotnika preceniš in ga drugače nekako pač dojemaš in ga mogoče tudi zaradi tega mogoče lažje ali premagaš ali pa karkoli, ne vem, no. Ker še vedno digitalno ti ne poznaš, ne, ti vidiš njegov lik, ne,
ne vidiš ga, slišiš ga po glasu preko četa, karkoli vidiš njegov slog pisanja, mogoče ima neki full ultra nik, taki ludi, opasni, ne vem kaj, ampak v resnici mogoče od zadaj sploh ni fant, ampak je kakšna punca, ne, in to čist drugače deluje. No. In ta segment, ne, jaz še vedno full podpiram, ker ja, v bistvu gledam online je trening, ne, LAN party pa je tekma, ne. In to še vedno mislim, da to je ena izmed najboljših stvari, ena izmed za vsakega igralca je eden izmed najbolj pomembnih dogodkov, da pride v živo, da se nekam sede, ker ga ljudje gledajo, ker se z drugimi druži, ker ne vem, vidi druge in tam odigra tisto tekmo, katera je dovolj dobra, da lahko premaga druge. No. Če zdaj pravilno razumem. Ni bilo interneta takrat na dogodkih. Ne. Ti si prišel pa samo lokalno mrežo. Tako. Ni bilo interneta na dogodkih. Sploh ni bilo interneta na dogodkih. Ne? In tudi, če bi ga imeli, bi bil, kaj bi z njim naredili, 2 mega, tam pa 200 računalnikov, ne? Je pač neuporabno. No? Ni bilo interneta, ne? Kar pomeni. In so bili vsi ful veseli, ne? Eni so brez prišli igrati, eni so zares prišli tekmovati, eni so prišli se družiti, eni so prišli pa filme downloadati in si šerati med sabo, ne? Dejansko. Ne? In so celo noč prinesli diske, tu napolnili filme in je to šlo na lokalni mreži tega ogromno, tako da so mogli tudi blokirati marsikaj, no? In tako da, ja, dejansko pestro.